Hola! Danes pa sem se odpravil, da prevozim eno najlepših in najboljše urejenih kolesarskih poti v Sloveniji. Teče popolnoma asfaltirana od Velenja do Dravograda v dolžini 35 km. Dobrodošli in vabljeni z mano na pot. Tukaj je slovita Štrekna. Živjo, en prav lep kolesarski pozdrav. Nahajam se na savinjskem terenu, druga polovica oktobra, prijetno sončno vreme in 12 stopinj Celzija. Je pa res, da ti tukaj večino poti definira tale šoštanjski dimnik, tako da se na določenih mestih zaradi dima naredi popolna senca. Jaz sem štartal iz Topolšice, kjer sem tudi nastanjen, in zdaj se počasi prebijam po teh lepih kolesarskih stezah, najprej v Šoštanj, potem pa še v Velenje, kjer je tudi začetek Štrekne. Kakor kaže, se zna zgoditi, da bom jaz danes celo pot, kakšnih 90 km, non-stop na kolesarskih stezah, kar je neverjetno. In če kogarkoli od vas zanima, kje točno sem se vozil, bom od spodaj v opis videa dal tudi link do svoje Strave. Te kolesarske poti od Topolšice do Velenja ni težko najti, ker jo zelo lepo označujejo te rdeče tablice. Vidim pa, da se cesta imenuje R25. En kratek 100-metrski košček je dober uteren makadam, vse ostalo je pa tudi tukaj asfaltirano. Tole tukaj je že Velenjsko jezero, čudovito v teh jutranjih barvah. Kot rečeno, mi smo nastanjeni v Topolšici. Tukaj so terme in hotel Vesna, tako da prideš za par dni na kratek oddih, malo se namakati v to toplo vodo. Seveda, eden glavnih planov je pa bil, da prevozim tole Štrekno. Glede na to, da smo na dopust prišli 4, v avtu ni bilo prostora še za mojo specialko, tako da sem kolo najel tukaj v bližini. No, pa sem prišel v Velenje, zdaj moram se prestaviti še čez celo mesto na drugo stran, kjer se Štrekna tudi dejansko začne. Ja, se kar vleče ta kolesarska steza čez Velenje, ampak je pa speljana po celi dolžini. Tako, zdaj sem tukaj na začetku Štrekne, imam na števcu točno 13 km, kar pomeni, če računam po Štrekni gor in dol je 70, pa še od Topolšice do sem in nazaj 26, danes zna biti, da mi bo ratela 100. Evo, in se že peljem po Štrekni, prvi kilometer, počasi zapuščam Velenje, tle na desni strani imam neko reko. V glavnem se že veselim te 35-kilometrske poti do Dravograda in vse zanimivosti vam bom na tej svoji poti tudi pokazal. Štrekna ima svoj logotip, označena je s šifro G14 in je lepo označena s temi rdečimi tablicami. Nobenega problema najti, ker je praktično cesta popolnoma zase, neodvisno od glavnega prometa. Super, zaenkrat edino, kar sem opazil, tako pozni oktober dopoldan, v senčnih predelih je še kar mokra podleh, tako da je treba pač imeti dodatno previdnost, če se vozite tukaj. Kljub temu, da sem tukaj med tednom in v dopoldanskem času, je na Štrekni kar precej kolesarjev, kar me izredno veseli. Celo vidim zdaj pred sabo dva na tistih ležečih kolesih. Lezikol. Ko sem preiskoval spletne strani, kaj bi se dalo najeti tukaj v okolici Velenja, sem dobil 5 linkov, vsi pa so bili za najem mountain bike koles ali pa električnih koles, kar mi nekako ni delovalo najbolj primerno za se voziti po asfaltirani Štrekni. No, sem pa imel potem srečo, ki me je preko Strave kontaktiral Robert, ki mi je predlagal najem specialke v Celju v trgovini na Tekmi. To ni sponzorirana objava, za najem sem plačal 35 € na dan, tako da sem za 5 dni dal 175 €. Moram pa pohvaliti prijaznost in profesionalnost vseh zaposlenih. V najem pa sem dobil specialko Gusto Cobra, zlate barve, čudovita je, normalno karbonski okvir, disk zavore in elektronski menjalnik D2 Shimano 105, kar je super, ker sem si ga želel preizkusiti in se zdaj lahko sam prepričam, kako res dobro deluje. Specialka je lahka, ima tudi karbonske obroče, tako da na trenutke pri kakšnem bočnem vetru čutim malo, kako me zaniha, ampak če ne, je super. Sedež so mi nastavili na višino 75 cm od osi gonilke in po nekih kilometrih sem se navadil geometrije, tako da je vožnja fantastična.
Jaz sem potem tam v Celju na kolo namontiral svoj števec, senzor hitrosti, senzor kadence in svoje lučke. In še kako super mi pride prav tale nova lučka. Čist drugačen občutek je, bolj tak varen, ko zapeljem v kakšen predor in si posvetim z 800 lumni. Wow, tukaj sem se mogel pa prav ustaviti pri tej jami. Mogoče, da je to tista huda luknja, ki sem prebral nekje, da je omenjena na tej trasi, ampak nisem prepričan. V glavnem, tle je spet en tunel in pred tem tunelom tudi eno tako počivališče, neka informativna tabla, tako da vam pokažem še to. Ja, tukaj je potrditev, da je to res huda luknja. Evo, logotip Štrekne, njena trasa. V Velenju se začne na 411 metrih, najvišja točka je Mislinja 590, potem se pa spusti v Dravograd na 390, 395. Wow, super! Zdaj se peljem čez ta predor, nekaj čez 400 metrov je dolg. Dobro, da imam tole lučko, ampak je tudi osvetlitev na senzor, tako da se bi dalo prepeljati jo tudi brez. Fantastično! Glede na to, da je Štrekna speljana po trasi nekdanje železniške proge, takoj vemo, da tukaj ne bo nobenih hudih vzponov ali pa vratolomnih spustov. Tukaj je vozil vlak, kar pomeni, da so vzponi maksimalno tam od 1 do 2%. Zdaj v tem prvem delu poti od Velenja do Mislinje se kar skozi rahlo vzpenjam. Moja hitrost tam okoli 22 na uro. Uživancija, malo pazim tole mokro progo, ki je posejana z jesenskim listjem in počasi nabiram kilometre. Ja, tle na 9. kilometru je cesta speljana malo okrog, tako da pride vmes celo nek 10% vzpon, ampak zdaj se pa spet preklopi na tisto nekdanjo traso in gre lepo naravnost. Gor na rumeni tabli sem videl napis Mislinja. Tukaj v Mislinji sem sam toliko zapeljal dol Štrekne, ker sem videl, da imajo eno ful lepo cerkvico. Naredim fotko in potem grem naprej. Na števcu mi kaže okroglih 600 metrov nadmorske, kar pomeni, da se zna ta kolesarska steza od tukaj pa vse do Dravograda kar spuščati. Na internetu sem prebral, da je na Štrekni 6 predorov in vseh 6 sem naštel že na odseku med Velenjem in Mislinjo. Tako da sem zdaj s temi predori opravil in do Dravograda ne bom več imel nobenega. Dejansko vidim, da se spušča in glede na to, da je steza asfaltirana, to specialko leti ko pri norcih. Štrekna je opremljena tudi z več počivališči. Vsake toliko se najde kakšna klopca, mogoče orodje za popravilo koles in pa vodni vir. Glede na to, koliko sence je tukaj, si mislim, da mora biti ta pot tudi poleti zelo zanimiva, dobro osenčena, ne prevroča, ne preveč naporna. Mi pa zdaj tukaj na tem odseku od Mislinje proti Slovenj Gradcu piha neki kontraveter, nekakšen severozahodnik, kar je super, da malo vrtim pedala, ker če ne, jaz vam povem, ne bi rabil takant pedal. Lahko bi spravil ketno od zadnje v žep in to bi letelo dol. Sem pa jaz s sabo na dopust precej naivno prinesel kar nekaj majic s kratkimi rokavi. Na koncu se pa vozim v tej z dolgimi. To je tista, ki sem jo kupil v trgovini Siroko. Če koga zanima, od spodaj bom dal link za 10% popust. Moram pa reči, da je majica topla. Sem prav vesel, da jo imam s sabo. Kljub temu, da je topla, je vseeno super, kadar se malo sonce pokaže. Vse kaže, da sem prišel v Slovenj Gradec in očitno bo šla Štrekna prav skozi mesto. V mesto pa se vemo, je treba kar previdno, so avti, pešci, vse je na kupu. Vseeno naredim en giro čez center Slovenj Gradca, ker če ne, je prav vprašanje, kdaj bom spet tukaj. Leko je lepo. Lej, prav lepo je tukaj. Prvič v življenju sem v Slovenj Gradcu, to ne moreš verjeti. Od tukaj naprej gledam samo še označbe za Dravograd in glede na to, da sem na 38. kilometru poti,
pomeni, da imam do konca samo še 10 km. Tukaj iz Slovenj Gradca ven, kakšne 2 km naprej proti Dravogradu, sem naletel na en košček kolesarske steze, ki ni asfaltiran. Opa! Neki preurejajo, zelo mehek pesek, tako da je treba prav previdno in počasi iti naprej. Kaj je bilo zdaj to? Ali sem jaz falil progo, ali pa ta teta narobe peljala. Zdaj imam tukaj en manjši problem, kar naenkrat označba, da je cesta zaprta. Vidim, da greš trekna naprej v to smer, ampak tja ne moreš iti. Možno, da so to bile kakšne posledice lanskih poplav. Jaz bom zdaj probal iti kar po tej cesti naprej in bom videl, kje se bom preklopil na štrekno nazaj. Ni bilo treba iti prav daleč okrog. Nek začasni kovinski most je narejen čez reko, na drugi strani pa se spet prekločiš na kolesarsko. Otiški vrh tukaj konkretno je bilo konc tiste nekdanje železniške proge. Tukaj sem tudi odkril eno okrepčevalnico, tako da bom prav lepo pojedel eno piščančje bedrce pa malo pomfrija, pa bom šibal pa lepo naprej. Prav super sem se okrepčal tukaj v Otiškem vrhu, v tej okrepčevalnici. Eno bedrce brez kosti, malo pomfrija in poplaknil z maltom. Vse skupaj je bilo 8,5 €. Še zmenil sem se, da ni bilo preveč slano vse skupaj. Super, res super. Greš pa seveda lahko po urejenih kolesarskih stezah vse do Dravograda, ampak je treba ponovno računati s tem, da si pač v prometu in zato previdno. Tako, in sem prišel do Dravograda. Na števcu imam točno 48 km in zdaj bom šel točno po tej isti trasi nazaj, ker mislim, da bi bilo škoda, da jo ne bi izkoristil, če sem že tukaj. Ta pokrajina mi je tako super všeč, zanimiva, ker tukaj nisem bil še nikoli, nič od tega ne poznam in bi bilo res škoda, da jo ne bi izkoristil maksimalno. Seveda vam pa v Dravogradu ni potrebno obračati nazaj, lahko se preklopite dalje v Avstrijo na Drava Bike in odkrivate novo pokrajino in nove kilometre. Ja, štrekna, saj ne vem, kaj bi rekel. Za mene, ki sem prvič tukaj, ki ne poznam teh krajev, je iz kilometra v kilometer eno samo presenečenje in po drugi strani prav nobenih ugank. Vse je lepo označeno, speljano, tako da človek najde, tako da to je res super. Potem pa poleg vsega še to, da lahko narediš 100 popolnoma po kolesarskih stezah, brez da bi enkrat zapeljal na glavno cesto. Ok, ajde tista izjema zaradi poplav. Ampak to je res dar, darilo za vse tiste, ki živite ali kolesarite v teh krajih. Jaz privoščim prav vsakmu kolesarju, da se vsaj enkrat v življenju zapelje na štrekno. Vsaj zase vem, da se bom sigurno še vrnil. Po vrhu vsega se lahko odpravite na izlet s praznimi bidoni, saj je v poti vse polno vodnih virov. Res sem imel tudi srečo z vremenom, da sem lahko izkoristil tako čudovit dan. Tudi vam želim varno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!